Radijska kateheza. Doktor Matej Hriberšek, s seboj ste prinesli 3 debele knjige, 2 sem pa že prej dobila po pošti, tudi zajetni. Gre za kronanje Marijine milostne podobe na Sveti gori leta 1717, zgodovinski in kulturni oris dogodka na osnovi zgodovinsko-kronikalnega zapisa v delu Bosna Seravska, patra Maura Fajdige. Druga knjiga pa je komentar na vse to. Zdaj me pa to zanima. Kdo mislite, da bo bral to knjigo Kronanje Marijine milostne podobe na Sveti gori leta 1717 in zakaj je to, kar ste našli in kako je do tega sploh prišlo, pomembno? Tole je knjiga, ki mogoče bo na prvi pogled koga ustrašila ali odvrnila glede na svoj precejšen obseg, ampak sem prepričan, da bo v njej vsakdo našel nekaj takega, kar ga bo zanimalo. Zakaj? Sama knjiga v 2 zvezkih je sicer zastavljena kot ena študija, ki orisuje, lahko rečem, da enega od najpomembnejših dogodkov, verskih dogodkov na Goriškem, to je kronanje Marijine milostne podobe leta 1717 na Sveti gori. Študija, ki prinaša en tak celovit oris, zgodovinski oris pravzaprav kronanja, predstavlja kronanje, njegovo ozadje, kako je prišlo do njega, celotno njegovo zgodovino, potem kje je kronanje našlo pozneje odmev, predvsem pa sam neposredni opis tega dogodka, kot ga najdemo v enem od zgodovinskih del, ki se je ohranilo v arhivu Slovenske frančiškanske province, to je v njihovi redovni kroniki, ki jo je konec 18. stoletja napisal njihov redovni sobrat pater Maver Fajdiga in je eden od zanimivejših opisov tega dogodka, tudi zato, ker je bogat ne samo zgodovinsko, ampak tudi umetnostno zgodovinsko. Ja. Če bi recimo skušali rekonstruirati ta zgodovinski dogodek, ali mislite, da bi s pomočjo teh virov, ki jih imamo, brez tega, kar ste vi zdaj spravili v knjige, lahko enako dobro špekulirali, kako je to bilo, oziroma kaj prinaša ta dejanski opis? Opis prinaša pravzaprav ozadje tega, kako je pravzaprav sploh prišlo do tega kronanja. Orisuje zgodovino kronanj svetih podob, ki se je začela tam v 16. stoletju, katere prvi pobudniki in pospeševalci so bili kapucini, in potem kako je prišlo do ustanovitve posebnega sklada, iz katerega se je črpalo denar za kronanje teh svetih podob najprej v Rimu, potem po Italiji. In ko je ta sklad prišel pod patronat Vatikanskega kapitla, so potem začeli kronati tudi svete podobe drugod po Evropi in prva zunaj Italije je bila kronana trsatska podoba leta 1715, druga pa potem Marijina milostna podoba na Sveti gori. Ja. Ali je že takrat stal napis Ego autem steti in monte sicut prius? Ja, že takrat je bil tako je ta napis se omenja tudi v virih. Tukaj v samem opisu tega dogodka ga sicer ni, je pa ta citat omenjen v enem od slavilnih napisov, ki so krasili Sveto goro ob samem dogodku kronanja. Ja. Glede na to, da sem Sveto goro v času svojega otroštva gledala iz svojega okna, mi je to še posebej ljubo, da lahko zdaj o tem govorimo in spoznamo vso to zgodovino. Pa me najprej zanima, kdo je bil pater Maver Fajdiga? Pater Maver Fajdiga je bil po rodu Gorenec in sicer je bil doma iz Mekin. Rodil se je leta 1734 v Mekinjah.
O njegovi mladosti in otroštvu pravzaprav ne vemo ničesar, ker virov in tudi matičnih knjig za to obdobje nimamo, da bi rekonstruirali njegovo družino. Imamo pa nekaj razmeroma skromnih podatkov, no. O njem najdemo v virih, dokumentarnih virih frančiškanske province. Vemo, da je leta 1753 stopil k frančiškanom, in sicer v samostanu v Nazarjah. Tam je naredil tudi prve obljube. Prej mu je bilo ime Anton, potem ob vstopu v red je pa prevzel ime Maver. Po šolanju, ki ga je verjetno opravil, teološki študij je verjetno opravil v frančiškanskih redovnih šolah, ki so bile takrat na Trsatu, mislim, da je bila ena pa v Brežicah. In po končanem študiju je deloval po različnih samostanih, na Trsatu, v Novem mestu, na Sveti Gori, v Ljubljani. In v 70. letih 18. stoletja je začel zbirati gradivo za pisanje redovne kronike. In to gradivo je potem v letih 1777-1780 zbral, uredil in zapisal v rokopisu, ki obsega 1238 strani, in temu delu je dal potem naslov Bosna Seravska. In torej Bosna Seravska, zgodovinsko delo s kronikalnim značajem, ki orisuje pravzaprav zgodovino manjših bratov od njihovega prihoda na območje Balkana, ko so prišli pravzaprav iz Italije najprej v Bosno, tam razvili svoje delovanje, in potem njihovo zgodovino od pravzaprav 13. stoletja do druge polovice 18. stoletja. Zdaj me pa zanima naslednje, torej to je ogromen opus, a ne? Doktor Matej Hriberšek, kako ste vi prišli do tega, da ste to vse spravili na vpogled za današnjo rabo, bom rekla? V knjigah so tudi lepe fotografije, a ne, skozi zgodovino. Kaj je to delo od vas zahtevalo? Ste bili veliko časa po kakšnih arhivih in kako so ti originalni teksti, ta izvirna besedila, kako so ta zdaj shranjena? Izvirno besedilo, na katerem temelji sama knjiga, je hranjeno danes v provincialnem samostanu, torej v frančiškanskem provincialnem samostanu tukaj v Ljubljani. V tej prelepi knjižnici. V tej prelepi knjižnici, in samo knjigo, sam rokopis lahko vidite tudi na razstavi v tem priročnem muzejčku, majhnem muzejčku, ki so ga bratje frančiškani uredili pred kratkim. No, in ta rokopis je bil osnova za to. S tem rokopisom sem se začel ukvarjati pravzaprav pred 16 leti. Je bila prav kakšna konkretna spodbuda ali namig, da bi bilo to dobro narediti? Ja, spodbudo za ukvarjanje s tem rokopisom je dal prijatelj Jožef Škopljanec, ki je pravzaprav, lahko rečem, ker redovni zgodovinar naših slovenskih frančiškanov, tudi doktoriral je z tega področja, in mi je pravzaprav predstavil ta rokopis, o katerem nisem imel pojma, nisem ga poznal, nikoli slišal zanj. No, in potem sva se nekako dogovorila, da bi ta rokopis počasi pretranskribirala, da bi ga pripravila za izdajo in po možnosti počasi tudi, da bi se besedilo samo prevedlo. In res, potem sem začel z delom, v kratkem času pretranskribiral v nekaj mesecih približno 600 strani, ampak potem pa delovne obveznosti, zasebne obveznosti posežejo vmes in potem je delo za nekaj let zastalo. Leta 2020 sem pa skupaj s skupino prijateljev in sodelavcev z Filozofske fakultete in z ZRC SAZU smo prijavili projekt Latinske in nemške kronike na Slovenskem, kjer smo dejansko raziskovali prisotnost, pomen, vsebino kronik iz različnih vidikov in izbrali smo si tudi 2 kroniki, ki bi jih natančneje obdelali
in izdali. In ena od teh je bilo to zgodovinsko kronikalno delo Bosna Serafika z izvirnim naslovom, torej ta frančiškanska redovna kronika. In potem smo jo v 4 letih pripravili, torej dokončali, pripravili za izdajo in letos je ta celotna kronika v obsegu več kot 1500 strani tudi izšla z vsem potrebnim znanstvenim aparatom. No, kako je pa prišlo do knjige o kronanju? Leta 2017 je bil na Sveti Gori ob 300-letnici, je bil znanstveni posvet, simpozij, na katerem so strokovnjaki iz različnih vidikov in o različnih temah razpravljali o tem dogodku. No in potem so sodelujoči, torej organizatorja tega simpozija sta nekako skušala zbrati te prispevke in sta ugotovila, da jih ni dovolj za eno solidno monografijo in sta me potem prosila, ker sta vedela, da se ukvarjam s Fajdigo, če bi bil pripravljen iz tega kronikalnega dela Bosna Serafska prepisati in prevesti tisti odlomek, ki govori o kronanju. No in jaz sem rekel, v redu, bomo to naredili. In to je bilo zelo hitro pripravljeno, tudi prevedeno, no in potem se je pa začelo delo na komentarju. In komentar je pa potem naraščal in v bistvu je potem obseg samega dela tako narastel, da sta nastali 2 samostojni knjigi, ki sta potem tudi letos, v začetku leta, ugledali luč sveta in dejansko prinašata, bom rekel, eno celovito podobo o tem dogodku in njegovo predzgodovino, njegovo odmevnost pozneje in pa predvsem natančen oris vsega, vse simbolike, ki jo je predstavljalo sam dogodek in pa vse okrasje in priprave, ki so ta dogodek spremljali. Ja. Na prvi strani tega prvega zvezka, prve debele knjige, bom rekla, je en vzorec rokopisa tega človeka, ki je to pisal, se pravi patra Maura Fajdige, ne? In glede na to, da ste vi to prepisovali, se vam je ta pisava verjetno že tako zelo udomačila, da niste potrebovali nekoga, ki bi vam pomagal pri branju. In tudi verjetno, če se kdo ukvarja s tem, kaj nam pisava sporoča, to mislim na grafologe, a ne, bi znali povedati, da je bil verjetno to nek umirjen človek, a ne, ker je pisava taka res lepa, enakomerna in dobro teče. Ste imeli kaj težav vi? Pravzaprav težave so bile na začetku, ko se človek s tem seznanja, ko se navaja, ampak ja, tu pa tam so nastopile težave, predvsem zato, ker pater Maver je pri pisanju uporabljal veliko kratic, veliko okrajšav. Potem včasih se je zgodilo, da se mu je razlilo črnilo, pa je zakrilo kak del besedila. Potem v začetku 19. stoletja so ta rokopis, pravzaprav te liste rokopisne, zvezali v kodeks, v knjigo in včasih knjigoves očitno ni bil malce pozoren, je preveč prirezal liste, pa odrezal kos besedila, tako da je bilo treba dostikrat kar malce ugibati, rekonstruirati besedilo, ampak v bistvu na vseh 1238 straneh mislim, da sta 2 majhna segmenta, ki se jih ni dalo ugotoviti, vse ostalo je pa razrešeno. Ali lahko iz tega, kar ste prebrali, sklepate, kakšen človek je bil ta zapisovalec, je dal kaj sebe v to kroniko, ali je bil samo kot neko ogledalo, ki odzrcalja vse dogodke? O sebi pravzaprav skoraj da ne pove ničesar. 2-krat v kroniki samo namigne, namigne, da je preživel nekaj časa v samostanu. In sicer, ko piše o Sveti Gori in ko piše o samostanu na Trsatu, kjer pove, da je bil zakristan. Drugače pa
drugače pa o sebi ne pove ničesar in zanimivo je, da o njem tudi izjemno malo povedo tudi dokumentarni viri iz arhiva Slovenske frančiškanske province. Očitno je, tako kot ste rekli, da je šlo za nekega zelo umirjenega človeka, ki je živel precej umaknjeno, tudi ni opravljal nobene funkcije vidnejše v provinci. Nikoli ne zasledim, da nisem našel nobeni dokumentaciji, da bi bil kdaj gvardijan ali kaj podobnega. Edino, kar se najde v virih, je, da je bil pomožni provincialni knjižničar, da je arhivar in da je bil nekaj časa prokurator, danes bi rekli ekonom province, ampak drugače pa očitno živel predvsem umirjeno življenje. Pa tudi to so funkcije, ki so umaknjene, a ne? To so umaknjene funkcije, tako je, ja. Drugače pa tudi to njegovo delo, ta res ogromen rokopis, ki ga je zapustil za sabo, pušča ogromno vprašanj odprtih. Ne vemo, zakaj se ga je lotil. V nobenem dokumentarnem viru se ne omenja, kdo ga je k temu spodbudil, ali je dobil za to navodilo predstojnikov ali kakorkoli. V nobenih poročilih se ne omenja, da je to delo kakorkoli nastajalo. In zdaj seveda lahko zgolj ugibamo, kaj in kako. Ampak mogoče sklepamo pa lahko. Namreč ta rokopis je nastajal tam med letoma, oziroma gradivo se je zbiralo med letoma 1770 in 1777, potem je pa 4 leta porabil za to, da ga napiše. In to je ravno obdobje, ko so bili slovenski redovi pod hudim pritiskom jožefinizma. In glede na to, da to delo orisuje ne samo zgodovino manjših bratov in pozneje frančiškanov na tem prostoru, njihov prispevek, njihove dosežke, mogoče lahko domnevamo, da je delo nastalo zato, da bi na nek način pokazalo prispevek frančiškanov k širši družbi. Frančiškanov, ki so bili takrat zelo pod udarom jožefinističnih oblasti. Tako da to je domneva in tudi druga malenkost, ki nam to potrjuje, nikoli v celotnem rokopisu, čeprav nastaja v tako neprijetnem obdobju, se Fajdiga nikakor ne izrazi kritično proti kateremu koli vladarju avstrijske vladarske hiše. Zdaj ste odgovorili pravzaprav delno na vprašanje, ki sem ga hotela postaviti, odkot Mauru Fajdigi, ta spodbuda samemu sebi, da je začel pisati, očitno, da ni dobil res navodila, kot pravite, in da je to vestno zapisoval, ali je v tej njegovi kroniki kaj takega, kar še posebej izstopa, kar vam je dalo misliti, kar vas je mogoče malce tako, da ste morali tuhtati, kaj je pa zdaj to? Kar zadeva besedilo samega Fajdige, ne. Bolj mi je pa dalo misliti dejstvo, da po celi kroniki najdemo ogromno, kronika je pisana tako, da ima vsaka stran ima na robu nekaj prostora, ki so ga pustili za pripis kakih pripomb, opomb, dopolnil ali drobni tisk, tako. No in po celi knjigi najdemo take obsežne, prečrtane odlomke, ki se besedila ne da razbrati. Prav take madeže, kjer je vidno, da je nekdo namerno prečrtal besedilo. In to me je begalo. Zakaj je to? No in potem sem pa prišel do enega odlomka, do nekaj manjših odlomkov, iz katerih je bilo pa mogoče razbrati, da je pripise delal nekdo, ki je s precej averzije kritiziral Fajdigovo delo, ki je to delo pregledoval in ki je kritiziral to njegovo delo in dajal skozi vso kroniko kritične, mestoma pa tudi žaljive pripise. In te pripise je potem nekdo tudi vestno pobrisal.
In iz tistih nekaj ohranjenih pripomb lahko razberem, da so ti pripisi izvirali iz malce nacionalnih trenj med slovenskimi in hrvaškimi sobrati. To je recimo ena taka malenkost, ki ne pusti bralca hladnega, ampak ti da misliti. Ne? Ja. Tako. Preden ste omenili to slovensko-hrvaško trenje, sem hotela vprašati, ali je bil na delu isti greh, ki je Abela ubil, očitno isti, ampak še z nacionalno noto. Ja, tako, očitno gre za neka ta nacionalna čustva, ki so bila že takrat zelo močna. Smo pač ljudje, ne? In tudi njegovi sobratje so pač, ki so pozneje seveda pregledovali to delo, so očitno v določenih zapisih, ki resnici na ljubo seveda, tu pa tam so bile kakšne napake ali pa se je oprl na kakšne vire, ki so jih pozneje ovrgli, ampak vendarle delo je za tisti čas izjemen dosežek, ampak se pravi, tu pa tam je pa kak posameznik mogoče videl v teh zapisih kaj neprijetnega, kar mu ni bilo po godu, a ne še zlasti boleče je v te odnose med hrvaškimi in slovenskimi sobrati so zarezale kakšne spremembe, recimo sprememba imena province, ko ni bila več hrvaško-slovenska, ampak je naenkrat bila samo slovenska provinca. In seveda v tem času, ko so se tudi nacionalna čustva zlasti na Hrvaškem, ko so se že močno prebujala, je verjetno bilo to za marsikoga neprijetno. Doktor Matej Hriberšek, ste šteli ure, ki ste jih prebili s tem rokopisom? Moram reči, da ne, ampak takole na pamet bi rekel, da bi moralo biti nekje med 3500 delovnih ur. Tako, če štejem prepis in potem 6 pregledov, potem pripravo spremne študije, pripravo seznamov okrajšav in kratic in potem celotnega indeksa, mislim, da bi tu nekje med 3 in 4 tisoč delovnih ur. Ja, to sprašujem zato, da si bodo naši poslušalci lahko predstavljali, kakšno delo je to. Zdaj me pa zanima za te pripise, prepise, to, kar je bilo prečrtano. Je bilo to že v času, ko je ta rokopis nastajal ali kasneje? To je bilo kasneje. To je kasneje, v času, ko je rokopis nastajal, tega niso naredili, ker takrat je bila provinca še enotna. Po moje do tega prišlo mislim, jasno je, da je do tega prišlo pozneje, kajti ta ista roka, ki je delala te pripise, rekel sem, da v celotnem rokopisu ni niti ene kritične pripombe zoper avstrijsko vladarsko hišo. Ta ista roka, ki je pa pisala te pripombe, je pa tam nekje okrog 1050 strani pa zapisala nekaj vrstic, v kateri je vse vladarje avstrijske hiše za zadnjih 200 let nazaj okrcala in izjemno žaljivo označila, da so hipokriti, licemerci in lisjaki, lažnivci in podobno. Skratka, to je bilo pa očitno že obdobje, ko smo že precej zunaj jožefinizma, ker dvomim, da bi si v tistem času kdo to drznil zapisati, tudi zato, ker če bi tak rokopis potem prišel v roke kakšnemu nadzorniku, bi to pomenilo hude posledice. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Tokrat predstavljamo kronanje Marijine milostne podobe na Sveti gori leta 1717. Z nami je dr. Matej Hriberšek, ki je to vse lepo prevedel, zbral, tako da si lahko pogledamo, kako je to šlo. Uvodoma ste rekli, dr. Matej Hriberšek, da so zbirali celo iz Rima in od drugod denar, da je lahko prišlo do tega kronanja, da je to drugo kronanje iz Italije ven, ne, da je prvo je na Trsatu nad Reko. Pa me zanima, kaj je to
pomenilo po vašem mnenju takratnim ljudem, ne? Takrat ni bilo toliko imenitnih stvari ali pa nekega takega razkošja in podobnega, ne? Ki bi ga lahko gledali in bi se lahko prišli v cerkev, ne vem, pokloniti, moliti na tak kraj. Kaj je bilo to takrat za preproste ljudi in kaj je pomenilo to za cerkvene oblastnike? Mogoče samo k prvemu delu en dodatek, ne. Torej, financiranje teh kronan, kot rečeno, je bilo sprva iz sklada, ki ga je ustanovil en italijanski grof in cerkveni dostojanstvenik, to je bil Alessandro Sforza, ki je za 72 podob italijanskih ustanovil ta sklad, ga potem predal v oskrbo Vatikanskemu kapitlu. Potem, ko pa so začeli kronati te podobe zunaj Italije, se ni bilo treba več se upoštevati oziroma se naslanjati na ta sklad, ampak so lahko sredstva za krone, za te krone, za svete podobe zagotovili tudi posamezniki. In v primeru Svete Gore je bilo tako, namreč za kronanje poskrbela gospa Katarina Schellenburg. Torej zakonca Schellenburg sta bila znana dobrotnika frančiškanskega reda in gospa Katarina je takrat priskrbela tudi ti dve dragoceni kroni. Zdaj, kaj je ta dogodek pomenil za tiste čase? Na ta dogodek lahko tudi gledamo z več vidikov. Kot prvo je bilo, bom rekel, za ljudsko, to je bilo, kar zadeva Sveto Goro, je bilo to ljudem eno priznanje, da gre za en kraj milosti, kakor ga je preprosto ljudstvo takrat tudi od teh legendarnih prikazovanj pastirici Urški tudi videlo. Cerkveni in tudi posvetni oblastniki pa so seveda v tem videli eno dobro priložnost, da samemu svetišču, ki je bilo obiskano in znano in seveda tudi že takrat romarsko svetišče, dajo še nek poseben pečat in posebno vrednost, kar je bilo takrat, to je namreč tudi obdobje še tistih zadnjih hudih spopadov s Turki. Isto leto, nekaj mesecev po kronanju, je bila še ena huda bitka pri Beogradu. Neka spodbuda ljudem, češ lahko se zanašate tudi na Marijino varstvo. Mislim, tudi z tega stališča je treba na ta dogodek gledati. Tako da tovrsten dogodek ni imel pomen samo kot verski dogodek, ampak je imel tudi širšo vrednost. Zdaj, če greva spet na besedilo, ali lahko iz tega, kar ste imeli na razpolago, se pravi teh 1238 strani, sklepate, kdaj je naš zapisovalec pisal, zakaj, kako pogosto, ali je kaj izpustil morebiti, kako vesten je bil, kaj najdemo? Tako je, Fajdiga je pravzaprav v tistih 7 letih, ko se je pripravljal na to, je očitno, pravzaprav lahko rečem gotovo, prepotoval celotno tedanjo provinco. Vseh 15 samostanov, ki jih tudi opisuje v tem svojem celotnem rokopisu, kjer se je seznanil z njihovimi kronikami, z dokumentacijo in kjer si je pridobil vsaj osnovne podatke o samostanih in o njihovem nastanku, o cerkvah in tako naprej. In gotovo torej prepotoval in potem je 4 leta to gradivo predeloval, obdeloval. Tako, Fajdiga ni izvirni pisec, on veliko je prepisal iz kakšnih sekundarnih kronik, recimo ta opis kronanja na Sveti Gori je že pred njim objavil en drug redovni sobrat, ki ga je tudi objavil v tiskani obliki, torej zgodovina cerkve, Svetogorske cerkve, v kateri je tudi kronanje natančno opisano in tako je pravzaprav Fajdiga je združeval obstoječe vire in jim vdahnil, bom rekel, neko enotno obliko. Kajti vsi opisi, ki jih on podaja, so po nekem skupnem principu. Vedno začne
z opisom pokrajine, v kateri je samostan, z opisom največjega mesta te pokrajine, potem govori o prihodu frančiškanov tja, o gradnji samostana, gradnji cerkve, opis cerkve, opis oltarjev, potem pri večjih samostanih navaja recimo pomembne osebnosti, torej plemiče, ki so pokopani v cerkvi, navaja epigrafske zapise, ki jih najdemo v tej cerkvi. Vsi samostani, vsi opisi pa imajo na koncu tudi 2 redna dodatka. Vedno popiše, naredi seznam bratov, ki so v posameznem samostanu umrli, in torej seznam vseh redovnih predstojnikov ali gvardijanov. Ja. Knjiga oziroma 2 knjigi sta tudi slikovno zelo bogati, bom rekla. Mene so kar navdušile te stare fotografije, bodi si kronik, bodi si kakšnih portretov, ki visijo po teh samostanih in tako naprej. Verjamem, da je tega gradiva toliko, da bi lahko še ena debela knjiga zraven išla. Kako ste naredili potem izbor? Pravzaprav pri izbiri slikovnega gradiva sem nekako skušal zajeti v tem slikovnem gradivu tiste segmente, ki so predstavljeni tako v sami spremni študiji, kot tudi potem v komentarju. Tukaj imamo recimo nekaj starejših zemljevidov, na katerih najdemo Gorico in Sveto Goro. Potem najdemo nekatere znamenite osebnosti, ki so pomembne za zgodovino Svete Gore, od njenega ustanovitelja, potem patriarha Dionizija Delfina, ki je bil takrat oglejski patriarh, pa potem škofa, ki je okronal svetogorsko Marijino podobo, škofa Marotija. Potem imamo nekaj primerov oziroma listov iz same kronike, rokopisa. Najdemo pa tudi nekaj dokumentov. Recimo najdemo dokument, ki ga še danes hranijo v arhivu v samostanu na Sveti Gori, ki je izvirni dokument, podpisan strani redovnega predstojnika in potem svetogorskega gvardijana in pa vseh tedanjih torej posvetnih oblastnikov, torej pravni dokument, s katerim so se zavezali, da bodo skrbeli za to kronano podobo. In torej te zapisi, kjer imamo goriškega glavarja, imamo kranjskega vicedoma, res znamenite osebnosti tistega časa so ohranjeni. Se pravi, ni nekaj novega to, da razni oblastniki hodijo k frančiškanom? Ne, ni. Ni. Tako. Mogoče bi pa med slikami izpostavil posebej nekaj upodobitev, namreč kdor bo polistal po knjigi, bo ugotovil, da je med temi fotografijami tudi nekaj risb. Nekaj risb. Za kakšne risbe gre? Namreč eden najbolj markantnih delov opisa kronanja Marijine podobe je opis okrasitve Svetogorske cerkve za ta dogodek. In med to, torej to je bilo markantno in seveda tudi izjemno drago, ampak ena najbolj takih izstopajočih stvari pa je, da je takrat cerkev krasilo 36 emblemov. Torej gre za velike upodobitve, simbolne upodobitve, na katerih sta bili na neki simbolni ravni upodobljeni bodisi Marija, bodisi Sveta Gora. In vsak tak emblem je vključeval sliko, potem vsak emblem je imel moto, neko misel v latinščini in spodaj sta bila pripisana 2 latinska verza, ki sta sliko opisovala. No in te upodobitve so pa izjemnega pomena za umetnostno zgodovino in prav komentar k tem upodobitvam je tudi najobsežnejši del komentarja, ker je ta simbolika tako bogata in se mi je zdelo
bom rekel, ne samo za običajnega bralca, ampak tudi za potrebe recimo študentov, pa tudi raziskovalcev, natančno popisati to simboliko, ki jo skrivajo te upodobitve. Tako da mislim, da bo tudi to zanimivo branje za marsikoga. Dr. Matej Hriberšek, govoriva o kronanju Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717 torej. Ob tej knjigi, ob tem rokopisu pa je izšel tudi komentar. Zdaj me pa zanima, na podlagi česa ste se odločili, da sama ta kronika, samo zapisovanje potrebuje še komentar? Zdaj v zvezi s temi emblemi ste že povedali, da je to nekako velik delež tega komentarja, ampak kaj se vam je zdelo, da je potrebno pojasnjevati? Česa danes ne bi razumeli, kar v tem piše? Torej, kot prvo, recimo, predstavljeni so vsi pomembni akterji, ki so takrat sodelovali pri pripravah na ta dogodek. Od škofa ukronjevalca, to je bil Frančišek Maroti, potem do njegovih, drugih cerkvenih dostojanstvenikov, ki so ga spremljali, to sta bila opat Janez Fatori in prošt Gorzar. Potem predstavljeni so vsi pomembnejši frančiškani, ki so pri tem sodelovali, od tedanjega gvardijana do patra, ki je za to priložnost naredil celo paleto različnih slavilnih napisov. Predstavljeni so vsi segmenti, ki kakorkoli aludirajo na Sveto pismo. Potem recimo predstavljene so vse funkcije, ki se omenjajo v samem zapisu. Predstavljeni so inštitucije, samostani, cerkve, ki se jih omenja, recimo redovi, tam omenjajo goriške uršulinke, goriške klarise, njihova zgodovina je predstavljena, kako je bilo v tistem času. Potem pa vse mogoče aluzije, torej sam komentar je izjemno tudi mariološko bogat. Recimo, dam primer, notri se omenja, da so med samim kronanjem, da se je pela hvalnica Zdrava morska zvezda. In je natančno razloženo, odkot ta vzklik morska zvezda, Marija kot morska zvezda. In pravzaprav bo marsikoga presenetilo, da je morska zvezda pravzaprav rezultat napačnega zapisa. Ampak se je tako lepo uveljavilo in se je z glavnim krščanskim etimologom, to je bil Izidor Sevilski, se je to tako lepo prijelo, da ohranjamo še danes. Kaj pa je bil izvorno? Izvorno zdaj, sveti Hieronim je napisal eno razlago k svetopisenskim imenom in na 2 mestih razlaga ime Marija. Starozavezno in novozavezno. In vsi raziskovalci domnevajo, da je on prevedel njeno ime, Marija, kot Stilla Maris, morska kaplja, morska kapljica. In pravi, tudi njegova razlaga v tej knjigi to potrjuje, pravi, da se bolje sliši kaplja morja, tako kot druge možnosti. Ampak v večini rokopisov Hieronimovih del pa najdemo zapis Stella Maris, kar je pa morska zvezda. In ta napaka se je potem prenašala naprej in ker je, kot rečeno, najbolj upoštevani krščanski etimolog škof Izidor Sevilski, je tudi to v svoji etimologiji zapisal, je takole rekel, tule lahko preberem: Marija razsvetljevalka ali morska zvezda. Rodila je namreč luč sveta. V sirščini pa ime Marija pomeni gospodarica, zelo lepo, kajti rodila je Gospoda. No in ta izraz, Stella Maris, morska zvezda, je potem v srednjem veku postal poimenovanje za zvezdo Severnico, po kateri so mornarji umerjali svojo plovbo in tudi poznejši krščanski pisci so to razlago ohranili. Je tudi dovolj simbolna in sveti Bernard pravi, da je to poimenovanje zelo pristaja, kajti njo
samo njo zelo primerno, ustrezno primerjamo z zvezdo. Zdaj me pa zanima, dr. Matej Hriberšek, kaj vam je vzelo pa več časa, sam prepis in prevod ali komentarji? Pri sami knjigi Dal je pravzaprav več kot 4/5 časa je vzel komentar. Drznem si reči, da bom rekel, ta razlaga simbolike, ki jo najdemo na teh omenjenih emblemih in razlaga simbolike različnih vzklikov in tako naprej, iskreno dvomim, da kje drugod v literaturi naši najdemo tako natančne razlage te simbolike. Bom dal en primer, na eni od upodobitev najdemo Jeruzalemski tempelj, se Marija primerja s templjem. V komentarju sem naredil celotno zgodovino Jeruzalemskega templja, tako da nekoga, ki ga bo to zanimalo, si lahko tam pogleda, ker vedno me je pri delu usmerjalo to. Ponuditi bralcu, če ga zanima, kaj dejansko se za nekim izrazom ali neko podobo skriva. Nekoga ne bo zanimalo, v redu bo prebral, bo rekel, me ne zanima, grem naprej. Nekoga bo pa morda zanimalo in bo videl, kakšna je simbolika templja od judovskih časov skozi srednji vek do novega veka. Tako zlasti v umetnosti, ne, in konkretno vedno potem tudi pojasnim, zakaj je na tem konkretnem mestu uporabljena ta simbolika. Kako je to delo, če ste rekli, da je šlo zanj od 3 do 4 tisoč ur, vas osebno obogatilo? Pravzaprav zelo, kajti od priprave doktorske dizertacije naprej se mi ni zgodilo, da bi lahko na nekem projektu delal tako strnjeno in tako intenzivno, kot sem ravno na tem. K temu so nažalost, bom rekel nažalost, prispevale tudi tedanje razmere, namreč to je bilo sredi epidemije koronavirusa in smo bili doma in se je to dalo. In moram reči, da kljub temu, da so bili to izjemno neprijetni časi, ampak če jih ne bi bilo, bi verjetno tega ne uspel v takšnem obsegu in s takšno intenziteto narediti, kot je. Ja, ko ste zagrabili za ta projekt, ali vam je vmes, ko ste videli, koliko je še dela, kdaj je upadel pogum? Niti ne. Pravzaprav me je fasciniralo pri pisanju to, kakšna je, ker se je potrjevalo tisto, kar sem predvidel ob samem začetku projekta, ne, kakšno kulturno vrednost imajo tovrstna dela. Ne, da lahko iz 40 strani enega kronikalnega zapisa narediš več kot 1000 strani komentarja, ki ti nekaj pove, to nesporno priča o tem, ne, kako dragoceni so ti zapisi. In to te potem žene naprej. Ja. Tega dela bodo prav gotovo veseli študentje na umetnostni zgodovini, pa verjetno tudi na zgodovini. In verjetno tudi nekdo, ki ne študira, si lahko nekaj zgodovinske radovednosti poteši ob teh vaših komentarjih, kaj ne? Ja, res je. Kot rečeno, ob tem besedilo samo bo gotovo zadostilo željam tudi še tako zahtevnega bralca. Nekdo, ki se recimo morda ne čuti dorasel temu besedilu, lahko, kot rečeno, večino tega izpusti. Ne? Bom rekel, že samo prevod, če samo prebere samo prevod tega opisa kronanja, bo dovolj, da si bo ustvaril podobo, za kakšen impozanten dogodek je šlo, ki ga je v 8 dneh obiskalo 133,000 ljudi. Ne? In že to bo dovolj. Medtem ko, kot rečeno, tukaj bodo našli čtivo zase tako strokovnjaki, potem umetnostni zgodovinarji, klasični filologi, zgodovinarji, etnologi, potem seveda cerkveni zgodovinarji in nenazadnje bo kakšna malenkost tudi za kakega jezikoslovca, kajti recimo vsa imena, ki se recimo starozavezna so
so tudi predstavljena. Razni pojmi, izrazi so predstavljene, tudi njihove etimologije. Mariologi, raziskovalci, tukaj je cela paleta različnih, recimo, poimenovanj za Marijo, ki so predstavljena ne samo kot poimenovanja, ampak tudi kje jih najdemo pozneje, pri katerih cerkvenih očetih, pri katerih piscih jih pozneje najdemo, tako da mislim, da bo ta nabor ljudi, ki jih lahko to zanima, kar širok. Ja. Ali knjigi sta na voljo recimo za frančiškane na Sveti Gori, jih imajo v knjižnici? Drugače pa, to pa moram povedati, torej knjigi sta tudi prosto dostopni na spletu. Knjigi sta nastali v sklopu projekta, torej sta rezultat tega našega projekta, latinske in nemške kronike na Slovenskem, in osnovna premisa teh projektnih prijav je, da so rezultati prosto dostopni javnosti, tako da če bi kdo želel, lahko odtipka v iskalniku naslov knjige ali pa gre na spletno stran Znanstvene založbe Filozofske fakultete in si tam vse knjige tudi sname. Ja, to pa je lep podatek, čisto ob koncu. Veliko lažje bomo mi prišli do te knjige prek spleta, kot je pater Mavr Fajdiga prišel do kronik po vseh samostanih. Če pomislimo, to je bilo pred skoraj 300 leti, ko je on hodil od do, verjetno je potoval s kočijo, konjem. Zelo verjetno, ja. Pa peš. Doktor Matej Hriberšek, najlepša hvala, da ste nam tako lepo osvetlili, da ste to prevedli, pokomentirali, uredili in na koncu še povedali, da z enim klikom pridemo do vsega tega bogatstva. Vam želim uspešno delo s študenti še naprej in če bo še kaj takega na vidiku, pa verjamem, da se spet vidiva. Najlepša hvala za vabilo in vsem prav lep pozdrav. Radijska kateheza. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.